Avstrijo, pa se je zvrstilo kar nekaj zanimivih krajev. Gotovo Verona, pred Verono smo se pravzaprav ustavili in če ste pogledali, je pisalo Scaligeri oziroma Scaligera, gre za ime, ki je povzeto po rodbini della Scala. Recimo stopnice, lestev, tudi če hočete, kajti v grbu so res ti plemiči, ta plemenita družina, rodbina, imela lestev. To je obdobje, predvsem srednjega veka, ko so na vzponu, ko je v vzponu deljenje zemlje, lahko rečemo na nek način, po drugi strani pa je seveda tudi veliko rivalstva med plemiškimi družinami. Plemstvo kot tako je do 14. stoletja, ko se začne renesansa, bolj ali manj predano vojaškemu udejstvovanju. Gre za rodbino, ki je tako ali drugače imela dobre vojskovodje in si potem na ta način tudi širila ozemlje, da bi bila predana kakšnemu bodisi omikanemu življenju, študiju ali čemu tako. Temu ni bilo tako, kajti srednji vek ima nekako trodelno razdelitev. So tisti, ki molijo, ali oratores, kot ti mladiči imenujejo, gre za duhovnike, predvsem redovnike, kjer je tudi sedež, lahko rečemo, znanosti, kulture, pisanja, opismenjevanja. Potem so laboratores, tisti, ki delajo, tisti, ki so bili na zemlji, torej delali, na ta način služili svojo tlako pri feudalnem gospodu, in pa bellatores, tisti, ki se borijo plemstvo. Kasneje z renesanso pa postavijo nov ideal v vrstah bellatores, katerim sodijo tudi Boromejci, rodbina Boromejo, s katero se bomo še bolj zares srečali jutri in delamo po jutrišnjem. In tako je tukaj zdaj ideal omikanega plemiča, ki se zanima za umetnost, kulturo, izobrazbo in tako naprej. Rodbina della Scala oziroma Scaligeri je rodbina, ki je nekako na začetku tega ideala, ali pa bolj rečeno v tem prehodu 13., 12., 13., 14. stoletje, 15. stoletje je pravzaprav že v zatonu. Kajti v tistem času je veljalo med temi družinami tudi tako imenovano salijsko pravo in samo, če je bil prestolonaslednik, pa ni nujno, da gre za pledarsko družino, nasplošno gledano za te plemiške družine, če je bil prvorojeni deček, potem je šla rodbina naprej. Če ne, je rod izumrl. Šele potem kasneje se stvari spremenijo, da tudi če je prvorojena deklica, oziroma samo da je deček v družini, ne glede na to, kateri po vrsti je, pustimo to v strani. Vsekakor v tistem času plemiške družine zelo hitro vzpon in propad. Veliko jih je takrat propadlo, zato potem govorimo tudi o drugih generacijah, recimo Auerspergov, Dorjaških, so v 10. stoletju izumrli, potem pridejo novi, ravno tako recimo Romanovi, tako ne, da bi se s tem obremenjevali. Skratka, to je bil čas, ki je imel znotraj teh bellatores, bojevnikov, prav včasih zelo kruta in težka pravila. Rodbina Scaligeri je bila v neki osnovi takrat znotraj Beneške republike, kajti Benetke, kot rečeno, v 9. stoletju se nekako njihova zgodovina začne. Smo videli zdaj, oziroma slišali, ponovili, da so bili najprej to tisti, ki so bili naseljeni v preprosto v Ogleju in potem, ko bežijo pred Huni, se umaknejo in tako so zametki novega mesta, ki preraste v republiko, Trgovsko republiko, torej Beneško republiko. In Benetke seveda niso samo kanal Grande in otoki, ampak tudi to zaledje. Zaledje pa predstavlja pravzaprav od Palmanove, ko je, če bi gledali staro Palmanovo, ne mislim zdaj na Kupe, z ptičje perspektive gledano gre za tako zvezdno obliko šance, je profesor Stopar poimenoval, torej zvezdne šance, ko je oblika
potrjenega obrambnega zidu ali pa nekaj večjega stolpa, gre za celo mesto, ki varuje Beneško republiko. In pa od skrajnega severovzhoda Palmanova, skrajni severozahodni del bi lahko rekli, je bil pa Bergamo, bolj ali manj. Kajti tudi tam bomo srečali Beneškega leva kot simbol Beneške republike. In seveda dolži, kljub temu, da so imeli pri vladanju tam nekako od 11. stoletja naprej na voljo en zbor modrih senatorji so bili v Rimu, prihajajo besede senex, starec, ne, modrost, starosti. No, tukaj so imeli pa koncil, velik koncil, ki je štel tudi v najboljših časih tam okrog 1000 ljudi, ker Beneška republika niso bile samo Benetke, to, kar je na otokih, ampak tudi vse zaledja. In lahko bi rekli, da je kar velik del severne Italije bil del Beneške republike. In potem, kot sem že na začetku omenil, vse navzdol praktično do Dubrovnika, bolj ali manj. Velik obseg in za ta obseg je seveda treba skrbeti. In tako so doži kmalu postavili dož kot tisti, ki je na čelu Beneške republike, so kmalu postavili plemiške družine, ki so bile na tem teritoriju, da so v njihovem imenu vodile, upravljale ali manjšo pokrajino, večjo regijo ali pa samo zgolj mesto. Tukaj je zdaj odcep za Desenzano, tako iz Verona nadaljeval, tukaj pa je rojstni kraj Svete Angele Meriči, ustanoviteljice uršulinskega reda, uršulinke 15. stoletje, Sveta Angela Desenzano. Nadaljujem z Verono in ta rodbina Scaligeri seveda je bila na tem predelu doma, Desenzano, Breša, Verona, bi lažje tako razumeli, če kar tako poimenujemo ta mesta, in seveda so dobili v upravo kot središče mesto Verona in skrbeli tudi za pač določene davke in to, kar je bilo potrebno odvajati Beneški republiki. Sami so bili zelo premožni, kdor je bil v Veroni, dobro imamo tudi Romeo, Julija in tako naprej, pa vendar v samem predelu, kjer je ta mogočna palača oziroma niz palač, se vidi seveda, da so veliko dali na lastno prezentacijo, kot v tistem času več ali manj vse plemiške družine, tako so povabili tudi na dvor Danteja, imamo kar nekaj obeležij v sami Veroni, potem videli ste predtem odcep za Sirmione, to je že ob Gardskem jezeru, na oni strani Gardaland, seveda priljubljena točka predvsem za mlade. No, tukaj Sirmione je pa kot nekakšen polotok, kjer so že od nekdaj imeli Rimljani svoje, danes bi rekli, vikende. Virgil, predvsem poeti, to je tak poetični kotiček, niso toliko sem hodili rimski cesari, to so se bolj zdrževali tam Tivoli, Capri in druge destinacije, no tukaj pa so imeli predvsem taki veliki umetniki besede. Virgil vemo, da je zelo pomemben, ne samo zaradi Eneide, ampak tudi zaradi tega, ker prvi začne širiti slavo rimskega cesarstva, kajti takrat je bilo že v njegovem času cesarstvo že kar lepo na trdnih nogah in razširjeno, in potem so vsi tisti bolj ali manj zgodovinski podatki o tem, kako je bilo Rim ustanovljen in tako naprej. Skratka, zelo pomemben kraj oziroma tale polotok, in to je bil tudi v lasti rodbine Scaligeri oziroma Scaligeri oziroma Scaligeri bolj natančno, tako danes pravijo in tudi tako se naglasilo. Ta rodbina je seveda v Veroni postavila mogočen mavzolej, zadnje počivališče rodbine, kjer so že okrog cerkve postavili take niše, baldahine, podobnega bomo videli tudi, ko bomo šli zdaj v Bergamo,
in tam znotraj teh niš, se je prav videlo, so sarkofagi, na poseben način oblikovani, delamo po grških vzorih, sarkofag, sarksfagein, žreti meso, dobesedno bi prevedli iz grščine, kajti ko so dali pokojnika noter, po toliko in toliko časa odprli, so se ostale samo kosti. Torej, preprosto nekdo je to meso pojedel, požaril, sarksfagein. In tako je ta rodbina seveda do praktično začetka 15. stoletja obvladovala vse tale predel ali pa skoraj trikotnik Verona, deloma tudi do Padove segla njihova oblast in tako so bili pomembni tudi kondotjeri. To je ime, s katerim se bomo srečali tudi v Bergamu, ko bomo videli konkreten spomin na enega od pomembnih kondotjerov, potem kasneje. Verona sama je mesto, oziroma lepše rečeno kraj, kjer je imela rimska vojska v času rimskih osvajanj, predvsem napredovan proti severu, tako imenovana Gallia Cis in Transalpina, ko so šli preko, na desni vidimo bolj ali manj nekatere že kar pobeljene te vršace, videli ste predvsem Brenner in potem imamo tukaj Tirolska, Südtirol oziroma Južna Tirolska, ki danes sodi, je v del Italije in tako potem tam te vršace, ki oblikujejo ledeniške doline in potem imamo te nanose, na katerih v spetinah so potem tudi srednjeveška mesta, kot sem že omenil. Verona sama je bila vojaški tabor s tistimi značilnostmi vojaškega tabora, ob vodi, hkrati dosti zavarovan kraj, pred možnimi upadi in potem kasneje se tukaj ljudje naselijo in tako imamo v 10. stoletju posebej znanega škofa svetega Dzena Veronskega in mesto samo potem samo od 12. stoletja nekako naprej pridobiva na ugledu, na pomembnosti, prav zaradi plemiške rodbine Scaligeri, katerih najbolj imenitno ostanek so prav te tako imenovane arke Scaligeri, gre za nekakšne sarkofage kot venec zunaj cerkve, ki je bila res velika kapela, majhna cerkev, kot bi rekli rodbine znotraj te vladne palače, kot so jo tudi imenovali v Veroni. Seveda potem kasneje imamo tukaj Romeja in Julijo. Roma in Julija nista tako živela, ampak vsekakor postavitev, kot si Shakespeare to z licencijo poetiko, kot bi rekli poeti, predstavljal in tako je še danes, seveda tukaj ta Julijin balkon. Nekdaj se je prosto dalo priti v notranjost na dvorišče, zdaj pa so velike vrste oziroma kolone čakajočih, kajti samo toliko izpustijo na ta predel, da so potem srečni, veseli, ko vidijo, nekateri reče, to so pa te moderni romari, ki pač ne hodijo v svetišča, tista prava, tista res milozdajoča, ampak pač take kraje. In v sami Veroni imamo seveda tudi veliko palačo, kjer je bil guverner oziroma namestnik Beneškega doža navzoč, čeprav je tam rodbina Scaligeri. To je zdaj kratek tak opis tega mesta, gotovo lepega, zanimivega, kulturno-zgodovinsko bogatega, da ne pozabim seveda te velike arene, kjer je vsako leto poleti kar polno občinstva, opernih ljubiteljev, ki potem poslušajo zagotovo Verdija in potem v drugi vrsti pridejo na vrsto ti mojstri bel canta, kot so Donizetti, Rossini in pa Puccini. Kasneje potem, predvsem pa Donizetti, Rossini, kot veliki ljubitelji lepega petja, lepih melodij, to bomo potem tudi na koncu malo se tega dotaknili in slišali nazaj. Tukaj je zdaj že področje tako imenovanih ledeniških jezer, od Lago Como, s katerim se najprej sreča
z one strani gledano, pa potem Lago Garda, Lago Diseo in Lago Maggiore, kjer bomo jutri. Velika ledeniška jezera, kajti alpski svet na naši desni, preko Brennerja, Južna Tirolska in potem ti visoki prelazi so seveda potem nanašali tako na pesek, te kamnine in so nastali te griči, na katerih so srednjeveška mesta, ali pa kot desno tudi vidite, kasneje so, boste nekje videli prav tako, kot je bilo odrezano, uporabili za gradbeni material, tudi deloma milanske stolnice, torej ne pročelja, ampak teh osnov, na katere so potem nekako upeli marmor in dragocene plošče, kamnite, ki so potem naredile te katedrale še bolj lepe, še bolj mogočne, še bolj privlačne. Drugi del pa so seveda, če gledamo te ledeniške doline, ki so bile skozi tisočletja izoblikovane, pa so potem tudi jezera, največkrat ostanki, ko rečemo, teh poledenitvenega obdobja, kjer so ostali ledeniki ali pa deli ledenika in se je potem vse to stopilo. Ta jezera so seveda pregovorno hladna, pa vendar imamo tudi korenjake in junake, tukaj Gardsko jezero, ki se potem podajo v vodo in imamo tako tudi, da rečemo, kopališča. Recimo pogledajte Lago di Garda, tukaj Levce, pri mestu Breša, srednjeveško mesto, ki je tudi povezano zgodovinsko tako z rodbino Scaligeri, danes pa predvsem mesto muzejev in pa, lahko rečemo, razstavnih prostorov, teh tako imenovanih razstav extempore. Počasi tudi že prihajamo v pokrajino Lombardijo, blizu je, kjer pa so seveda bili in zaznamovali to pokrajino Langobardi, zato se po njih tudi kot taka imenuje. Na levi sedaj ne vidimo več kakšnih gričevnatega sveta, kajti že prihajamo tudi v to nižino, kajti če bi pogledali, geografsko gledano ali pa nekakšen sestav tega Apeninskega polotoka, reliefni pogled imamo na severozahodu Italije in pa na jugovzhodu Italije nižino. Vzhodni del je Puglia oziroma Apulja, kot rečemo, ta severozahodni predel pa je tako imenovana Patska nižina, kajti tukaj jo na poseben način gotovo zaznamuje reka Pat oziroma Po, kot pravijo Italijani. Na teh grebenih na desni vidite tudi posamezne manjše zaselke in na tak način ten manjši zaselek seveda se nam bo po Bergamo predstavil tudi Soto il Monte, rojstni kraj svetega papeža Janeza 23., kamor gremo po ogledu Bergama.